V studiu se mi je pridružil naš mladi smučar Klemen Kosi. S tekem v Čilu se je vrnil z odličnimi rezultati, ki so lahko dober obet za začetek smučarske sezone. Klemen, dobro jutro želim. Dobro jutro. Te tekme v Čilu so bile v sklopu priprav na prihajajočo sezono ali si šel tja izključno zato, da boš tekmoval, da boš zmagoval? Ne, izključno smo šli z namenom, da bi pač čim več pridobil tega smučarskega znanja. Do takrat nismo imeli veliko treningov, snežnih namreč niso bili pogoji in tudi razmere takšne, da bi v Evropi tako ali tako ne gre na lahko opravili take vrste treninga, sploh hitrih disciplin. Zato smo potem imeli že od vsega začetka v planu te priprave v Čilu. Tja smo potem šli z namenom pač opraviti čim več treninga. Vedeli smo, da bodo tudi tekme. Jaz sem si želel seveda tudi te tekme izkoristiti v svoj prid. Namreč veliko mi pomeni tudi zaradi štartnih številk določen dosežek na posameznem tekmovanju, saj iz pretekle sezone nisem imel najboljšega izhodišča za to sezono. Tako da tam sem si potem te FIS točke, ki botrujejo k štartnim številkam na tekmah višjega ranga, sem si izboljšal. Tekmoval si, to je bilo FIS tekmovanje, ne? Če bi zdaj to primerjali... V bistvu je bilo v organizaciji FIS, ampak tekmovanje se je reklo Južni ameriški pokal. Kakšna je bila konkurenca? Ja, konkurenca ni bila takšna, kot je bila prejšnja leta. Sicer bili so v konkurenci tudi nekateri zelo vrhunski smučarji, kot so vsi slovenski smukači, torej ruska reprezentanca in pa seveda Južni Američani ter Ondrej Bank iz Češke. Ampak vsekakor je bila v preteklosti konkurenca že večja in sigurno bo na tekmah svetovnega pokala dosti hujša konkurenca. Ampak imaš pa boljše izhodišče, torej nižjo štartno številko, boljšo štartno številko, kar pomeni boljši sneg. Ja, to je želja vsakega tekmovalca, ko nastopi, da bi imel čim boljšo štartno številko, predvsem zaradi pogojev in snežnih razmer. Jaz do sedaj nisem imel velikokrat priložnosti nastopa v dobrih pogojih, snežnih razmerah, ampak upam pač, da bo letos... Tudi zaradi tega tekmovanja. Ne samo preberem, tretje mesto v smuku, prvo mesto v kombinaciji, torej govorimo skupno, in drugo mesto v superveleslalomu. Če te rezultate seštejemo, dobimo skupno prvo mesto v južnoameriškem pokalu. To pa pomeni tudi, da si nosil tole rumeno majico, ne? Ja, res, ker sem rekel, zakaj, če ti nosiš trak na glavi, razumeš, lahko jaz tudi majico. Je to tista prepotrebna samozavest za tebe kot smučarja, da boš lahko v novo sezono startoval? Sama rumena majica mi glih ne da takšne samozavesti. Ampak ta skupno prvo mesto, ne? Seveda. V bistvu prvič sem imel priložnost nastopati z rumeno majico, tako da to me je bilo posebej v ponos. Pa dobro je, veš? Fajn občutek, ja. Vem, kak je, sem lahko izkusil, ampak vsekakor mi veliko pomeni, da sem osvojil ta Južni ameriški pokal. Tega mogoče nisem pričakoval pred samim tekmovanjem, ampak potem, ko sem videl, da obstaja možnost, da ta pokal osvojim, sem si seveda to želel izkoristiti in na koncu me tudi uspelo. Zdaj pa pač gledam jaz naprej v tekmovalno sezono, ker bodo pač pomembnejše tekme, kot je Južni ameriški pokal, in takrat bo potrebno pokazati. Ja, te tekme, ki bodo zdaj sledile, kdaj se začne? Začne se konec novembra, v bistvu za mene kot člana hitrih disciplin. Sicer je veleslalom že v mesecu oktobru na sporedu. Potem pa kar se mi zdi tja do marca. To bo tudi na udaru, to bomo ponovno vsi gledali, ponovno bomo imeli vsi relativno visoka pričakovanja. Čutite v reprezentanci moški določen pritisk zaradi tega? Pa ne, v bistvu zaradi tega ne čutimo mi posebnega pritiska. Mi se zavedamo pač, da je na nas veliko. Res je, da so naši predhodniki dosegali boljše rezultate, kot smo jih mi v zadnjih nekaj sezonah, ampak mi delamo res maksimalno, mi treniramo ogromno, namenjamo veliko časa tudi za kondicijske treninge, ko smo doma. Ogromno časa v letu nas ni, oziroma smo v tujini na pripravah, na tekmovanjih in res lahko rečem, da naredimo maksimum v tej smeri, da bi pač naši rezultati bili čim boljši. Vaša pričakovanja sigurno pa so pač še višja,
kar je logično. Tudi moje pričakovanja so takšne, da bi dosegel še boljše rezultate, oziroma da bi posegali po najvišjih mestih na svetovnem rangu, ampak konkurenca je res huda. Vsi trenirajo ogromno, vsi dajo svoj maksimum in v primerjavi z temi fanti, ki imajo že toliko izkušenj in ki so res na takšnem nivoju, tudi v okviru vseh priprav in pogojev, ki jih imajo za trening, je to res zelo težko za pričakovati. Ja, ampak vsi se tega nekako podzavesti zavedamo, ne? Ampak vedno se sprašujem, kaj delajo tisti, ki so trenutno najboljši v svetovnem pokalu, drugače jejo drugačno hrano, imajo drugačno opremo, trenirajo drugače. Ne? Kje je ta razlog v bistvu, da bi Slovenci bili, pa če bi imeli enega med 10, bi rekli, to je to. Ja, če bi jaz vedel, kaj oni jejo, pa kako oni trenirajo, bolj bi jaz delal enako. Ampak jaz v bistvu dvomim, da oni delajo kaj posebej drugače kot mi. Dejstvo je, da imajo pač pogoje za trening in razmere v njihovih ekipah na zelo visokem nivoju. Torej v slovenskih vi nimate tako dobrih pogojev? Pač gledamo zdaj iz finančnega vidika, sigurno se ne moramo primerjati z največjimi nacijami v tem športu. Oni vlagajo res izjemne vložke v alpsko smučanje in potem nastajajo določene razlike tudi v samih treningih in pripravah. Tako da ne vem, kakih podrobnosti jaz težko rečem. Jaz vidim te tekmovalce večinoma samo na tekmovanjih, ampak... Takrat ga pocuka za rokav pa reče, kaj spiješ zjutraj in kaj spiješ zvečer. Na koncu samo kratko vprašanje, kratek odgovor. Kako vpliva na vas, smučarje, odnosi in stanje v smučarski zvezi? Ki vemo, da ni rožnato. Na nas v bistvu ne bi smelo imeti posebnega vpliva. Res, da še nimamo urejenih pogodbenih razmerij za smučarsko zvezo, ampak mi treniramo normalno že od vsega začetka. Veliko časa, tako kot sem rekel, smo namenili treningom za prihajajočo sezono. Tudi kondicijske priprave in pa snežne so potekale do zdaj nemoteno in to je za nas v bistvu največjega pomena, tako da se vi ste se pripravljali, kot da pogodba bo? V bistvu, ja, seveda. Tudi pričakujemo, da bo se ta pogodba v kratkem razrešila in da bomo potem tudi lahko brezskrbni iz tega vidika, ampak tako kot sem rekel, za nas je najpomembnejše, da program teče in da lahko nemoteno treniramo in to je v bistvu največjega pomena. Mi, Slovenci, vsi bomo pa ponovno navijali za naše smučarje. Hvala, Klemen, za obisk, veliko sreče pa uspehu želim. Hvala tudi tebi.